Robert Ilc se svojo partnerico rad krega, pa tudi pisti večkrat zapojajo. Robert trdi, da svojo partnerico ne želi v skupnem gospodinstvu, temveč samo pod isto streho. Zato ne more razumeti, zakaj je dobil prepoved približevanja in je pristal v varni hiši za moške. Razlog je v tem, da se nikakor ne morem skupaj živeti s to partnerko, ker je ona alkoholičarka. Jaz sem pa antialkoholik, ki ne pijem že 4 leta, nisem poskusil alkoholne pijače in sem se mu odrekel, ker sem rekel... Je to vaša partnerka, kaj je? Ne, ona je včasih sta bila partnerja, zdaj pa že 7-8 let nisva v skupnem gospodinstvu. Živiva samo pod isto streho, imava samo isti naslov. Poglejte, kaj se je zgodilo? Vi ste domov neki šnopci prinesel, ne? Je tako, to sem prinesel od strica, ker sem hotel zapečatati. Ja, in ker ne pijete, ste ga probali. Sem samo probal, da vidim, kaj je to skuhal in dal na mizo. Kaj pa je partnerka naredila? Partnerka je pa prišla noter, že v napitem stanju in rekla, če daš še nekaj za probati, sem rekel, pa vzemi, pa probaj. In ste se ga napila? Napila se ga je ona, jaz ne, jaz sem samo kar sem probal in mene je takoj prijelo, seveda, ne. Koliko je bilo to, po koliko, pol litra prime, kdaj za grad? Mene je zelo hitro prijelo, ampak... Po pol litra ste bili že... Ne, pol litra ga sigurno ni bilo. Poglejte, potem je prišlo do prepira med vama. Prišlo je do prepira, ker sem jaz rekel, da ne gre ven iz mojega... Ja, in kakšen je bil ta prepir? Prepir je prišel, da kaj jaz porivam ven, da ona bo še enega spila in da jaz si nam branil, da ne bom pametsen. Dobro, in potem kaj? Potem se je pevnik sem slišal. Pepelnik nikakor ni pel, ker jaz nisem udaril, niti odrinil, jaz sem samo prijel in rekel, tle so vrata, prosim, greš ven. Kako se je pepelnik razbil, kje se je, še danes leži na tleh, razbit na 1000 delov, to je velik pepelnik. Ja, ona je meni po telefonu rekla, da se je nek del pepelnika na njeni glavi razbil. To je skoraj nemogoče. Kaj pa na vaši ste bili te šive? Te šive se pa tudi jaz vprašam, odkje so nastali, ker policaj mi je rekel, da ne rečem, da sem padel. Ja, in vi trezen niste vedeli, odkot je to priletelo? Ne, ker je bil, ti so še vedno zdaj tam pa drugih vratih. Kdo pa je policijo poklical? To pa ne vem točno zdaj. To ne veste? To pa ne vem točno, ker sem zelo nervozen. To pomeni, da vas se prej prijel, ne se pa eno šlunku malo več? Lahko tudi. Vidite, zdaj bi da bilo malo več, ne? Toliko let, ker nisem pil, to hitro gosti. Ja, seveda. Zdaj pa še nekaj povejte. Potem je prišla policija, kam so vas odpeljali? Policaji so me nasilili, jaz se prvo obranil, sem rekel z mojega, bajte mi na ono bedem. Ampak kam so vas odpeljali? Odpeljali so me na izsreditev. Jaz sem na policijo. No, povedal. Potem pa ste šli kam? V norišnico, kam so vas dali? Potem sem jaz sam zaprosil, da me odmaknejo v polje, da se umirim. Ne, da se sprejezam. Kaj tam taka lokacija dobra, kaj? Ne, ampak sem živel 20 let. Ampak vi ste se šli umiriti v polje v bolnico ali domov? V bolnico. Ja, sem bil po 3 dneh spuščen in sem šel k mami domov, ker sem bil ves krval. Dobro, naprej mi povedala druga stvar. Vaša partnerica mi je povedala, da ste bili grobi, da ste velikrat jo tepli, zlomili nos, kok in tako naprej. Kaj pa to partnerica vaša ali? Je partnerica ali ni partnerica? Ni partnerica. Kaj pa je sparing partnerica? Ne, samo so stanovalka, ker ona nima kam iti in jaz... Ja, pa če se tepate, potem je sparing partnerica, če zbere razvita. Ker se meče po tleh, ker so to lažne prijave. Ampak gledajte, je imela zlomen kok. Zlomen kok je imela... Je imela zlomen nos. Jana padla na tla, to so zdravniški izvidi od... To ni od vaše roke? Ni od moje roke. Bog ne da iz vaše roke? Ne, jaz se nisem udaral. Če se pa ona po tleh... Ampak gledajte, na sodišču pa imate tožbo zaradi tega kazensko, zaradi hujše telesne poškodbe. Zato ima vse odvetnik in vse je proti. Ona je sama mi je pa povedala, danes po telefonu, kaj te pod kamero noče, da vas je na sodišču celo zagovarjala in rekla, da je bila pijana in da je bila celo na vaši strani. Kaj pa to pomeni? Ne vem. Ona tudi meni dosta reče po telefonu, pa jaz imam rada, pa ne vem kaj, se rekel, ja, jaz pa tebe ne, nažalost. Kje ste pristali zdaj? Pristal sem v zunji na cesti ob 10 uri zvečer. In zdaj ste v domu zdaj? Torej v varni hiši? Tako, v varni hiši za moške. Koliko vas je decev noter? 3 smo mu. 3. Vsi je že maltretirani od ženska, kako? Vsi ločeni od žensk.
Ja, so vas ženske teplje vse tri alkoholi. Ne, eni so imeli druge probleme, ne. Imate prepoved približevanja. Ja, je tako. Kaj hočete zdaj vi? Jaz bi se rad vrnil nazaj na svoje stanovanje in delal naprej skakalnico, tako kot sem si jo zastavil. Nekaj, pustite zdaj to skakalnico. Pa kaj, zakaj pa ne primer ne pustite? Pa njo jaz primer pustim, samo ne ona mene pusti primer. Samo to. Ne bo ženska kot ženska, ne se gre zdraviti, to sem ji hotel pomagati. Zakaj bi se mogla zdraviti? Proti alkoholizmu, ker je totalno zapita, ker sem jaz tak bil in vem, kam to pele. Skratka, vas ne bi moti to, da so vam prepovedali približevanje v hiši, čeprav ne živite v skupnem gospodinstvu. Tako, to me naj... Ampak razen kuhno imate pa skupno. To je souporaba, je vsak svojo hrano, vsak za sebe kuha. Noben od nobenega ni odvisen. Samo kregate se pa skupaj, kregate, to pa je skupaj. Kreg je skupni. Dreza stalno v mene, jaz se pa umikam in zaklepam, zato sem si tudi ugradil vrata, da se lahko zaklenem, ker mi je grozila, da ne se bojim zaspati, ker me bo zaklala, da se en dan zbudu. Rekli ste mi, da ste imeli tudi vi precej poškodb, da vas je nabutala. Ne, ona ni mene nabutala. Dopa. Enkrat me je udarila tukaj. Ja, pa neki po nosu ste rekli. Ne, nad arkado mi je razbila s prstanom krvavo elbo in je policist Kaj se je počela? Ja, udarila me je. Zakaj vas je podarila? Isto, prišlo do prepira in ne vem kaj in s prstanom Plajsk. Tako. To pravzaprav pomeni, da ga ta vaša Zdenka, sparing partnerca, pravzaprav, če ona partnerca ni, rada cukne? Zelo rada. cukne. Zelo rada. Odkar jo poznam za pa 13 let. Ampak, ker ste pa doma, pa skupaj cuknete potem. Kdo? Vidva. Midva pa ne, to je bilo včasih, to je bilo začetka. 4 leta, Robi ni probal alkohola. Razen zadnjič. Razen zadnjič, to pa sem samo probal. Ti smola. Glih takrat sem Točno tako, evo. ti smola. In da sem dovedel, bi vrata zaklenil in jaz to ne bi spustil noter. Sploh šnopce ne prinesel, ne? Ne, šnopci bo vsem prinesel, ker jaz za goste vedno imam. Ja, če je tudi pri vas tako, kam drugam kot na Jermanovo oko.